Kar je nekako moja ideja danes pokazati, je povezovanje orodij znotraj podjetja med sabo skozi umetno inteligenco, kar je trenutno še vedno imamo v podjetjih zelo veliko, tudi nam se je to dogajalo, zato smo to začeli sami uporabljati, veliko ločenih sistemov, kopiranja med njimi, nekdo vnaša v ERP, drug vnaša v CRM, potem nekaj dobiš po mailu, pa je treba skopirati, poslati, naložiti datoteke v ERP, potem je project management, kjer se vodi projekte, razne tabele, podatki, dokumentni sistemi. In to do neke mere je povezano med sabo preko, ne vem, nekih API-jev, recimo, da si program za projektno vodenje deli datoteke z Drive sistemom, da imajo vsi dostop do njega in take stvari. Ni pa povezano bilo, vsaj v osnovi ne procesno, da neka akcija sproži neke odzive na drugem delu. Zdaj s klasičnim chatbotom on lahko predlaga, kaj narediti, ampak ne vidi vaših podatkov in potem ljudje kopirajo recimo ga vprašate, kako bi pa naredil ponudbo za to stranko, on sestavil ponudbo, potem pa to nekdo kopira v CRM sistem in pripravi ponudbo. Agentni sistem gre pa več od tega, razume cilj, ne samo vprašanje, in hkrati, če mu date dostop do vaših sistemov, lahko nekaj naredi direktno v CRM sistemu. Ni treba, da oseba, ki ga vodi, to sama vnaša. Seveda se to se da nadzorovati, tako da lahko se tudi dogaja avtomatsko, no, ampak zdaj trenutno se večinoma dela tako, da neka oseba vodi. Ampak ideja je, da deluje znotraj vaših sistemov, ne več ločeno. Kot lahko ga tretirate kot nek USB za umetno inteligenco. Zdaj, to je postalo možno okrog konec leta 2024. Mi kot podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco, smo čakali skoraj 1 leto, preden smo to začeli uporabljati. Mogoče smo bili malo pozni, ampak na začetku nismo tako, kot večinoma se dogaja recimo zdaj po Sloveniji oziroma tudi pri drugih podjetjih, toliko je nekih novic, toliko se dogaja, da so ljudje malo skeptični, tudi mi smo bili, pa ne deluje še dobro, pa še ni varno, pa ne da se še zares, vse skupaj je še malo igrača. Dokler nismo tam proti koncu leta 2025 to za hec malo probali in nas je prepričali s tem, ko nam je prvič naredil ponudbo v našem CRM sistemu direktno. SLZ vozlišče znanj in izkušenj. Digitalna preobrazba ni izbira, je pot. Pot do konkurenčne prednosti, pot, ki se nikoli ne konča. Dobrodošli v digitalnem masterclassu Rešitve v praksi. Vstopite v svet uporabnih znanj, tehnoloških rešitev in konkretnih praks, ki podpirajo vašo pot digitalne preobrazbe. Dobrodošli tam, kjer se teorija sreča s prakso. Chatbot ali AI agent. Razlika ni samo v tehnologiji. Razlika je v tem, kaj lahko umetna inteligenca za podjetje dejansko naredi. Chatbot odgovori na vprašanje, AI agent pa lahko razume cilj, poišče podatke v internih sistemih in pomaga izvesti naslednji korak. Kaj se spremeni, ko se umetna inteligenca poveže z ERP-jem, CRM-jem, e-pošto, projekti in interno dokumentacijo? In kako to narediti varno, nadzorovano in brez menjave sistemov, ki jih podjetje že uporablja? Prisluhnite dr. Luki Bradeško iz podjetja Solvesol in spoznajte, kako je videti agentska umetna inteligenca v resničnem poslovnem okolju. Ne gre več samo za vprašanje, kaj zna AI odgovoriti. Vprašanje je, kaj nam lahko pomaga narediti. Dobrodošli v digitalnem masterclassu Rešitve v praksi. Za več strokovnih vsebin, dobrih praks in konkretnih rešitev iz sveta logistike, transporta, skladiščenja, proizvodnje, oskrbnih verig in digitalne preobrazbe se naročite na YouTube kanal Slovenskega logističnega združenja.